glavni naslov oziroma pod enim vidikom pač poteka to dogajanje je Živim zdravo. In zato smo tudi te dejavnosti, ki so organizirane, nekako v tem smislu organizirali. Torej delavnice, eko delavnice, kjer udeleženci izdelujejo iz odpadnih materialov oziroma vidimo, da se da še kaj uporabiti. Drugi del je športno dogajanje, pa z raznimi igrami popestrimo to, ki so namenjene tistim, ki že končujejo. Drugače pa šport je pa kar prevzame mlade ljudi in jih cel kup se jih danes zbralo in so kar zagreti pri svojih športnih panogah, ne vem, nogomet, košarka, odbojka, celo imamo na skate parku, ki je tukaj pri nas, en šov, bo še pozneje. To je v bistvu dogajanje. Vabimo pa vse mlade, seveda z otroki pridejo tudi starši, je pa namenjeno enemu praznovanju tega okolja, ki ga imenujemo Hudija. Je odprto za vse, kdorkoli se prijavi, lahko bi tudi odrasli, zdaj kdor se prijavi, je dobrodošel, igra, se vključi. Imamo diplome, priznanja, potem pa vsak dobi neke simbolične spominke, bi rekel bolj, da jih bo spominjal to. Zdaj kakšne medalje nimamo, ker želimo tudi s tem poudariti, da ni pomembno prvo, drugo, tretje mesto, seveda je pomembno, za zmago, za eno priznanje sebi, ampak da vsak, ki je bil udeležen pri nekem tekmovanju, je dosegel svoje. Tudi delavnice so bile namenjene vsem udeležencem, pravzaprav eno delavnico so organizirale vzgojiteljice vrtca, to pomeni, da je bolj za otroke vrtca oziroma tiste predšolske in so izdelovali iz nekih semen, kakor sem videl, jaz nisem točno vsemu sledil. Potem pa je še naša tukaj organizacija PUM, Projektno učenje za mlade, je organizirala v bistvu dve delavnici. Ena je iz odpadnih tistih materialov, ki jih odvržemo, ne vem, konzerve, lončki in tako naprej. Izdelkov še nisem videl, moram reči, ampak nekaj takega je bilo. Na drugem je bil pa, na drugi točki pa ekokviz, torej eno, ne vem, bi rekel, širše gledanje na to, kar je ekologija. Žal nisem še seštel, ker so zbirali na infotočki, ampak tako pravi, da je vsako leto nekaj čez 100, ampak tistih udeležencev prav, ki se udeležijo programov, potem so pa še opazovalci in starši.